Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Z mano je davčni strokovnjak, izkušen strokovnjak, gospod magistr Ivan Simič. Danes predstavljamo novelo zakona o tako imenovanih kriptovalutah, ki ga je Nova Slovenija vložila v parlamentarno proceduro pretekli teden. Zdaj, v tej državi pod to vlado velja nekako pravilo davek na davek, nižja plača. In enostavno imamo ne samo v Novi Sloveniji, ampak verjamem, da tudi davkoplačevalci v tej državi dovolj, da smo iz dneva v dan priča novim davčnim bremenom. In temu, da nas vladajoča koalicija, najprej predsednik vlade, potem minister Boštjančič, dobesedno naša slovenska podjetja pošiljajo v Hrvaško, včeraj v Bosno in tako naprej, namesto da bi pa kapital, denar ostal tukaj v Sloveniji. S tem zakonom, ki ga Nova Slovenija je že vložila v parlamentarno proceduro, želimo preprečiti novo vladno davčno neumnost. Namreč po normirancih, kmetih, zdravnikih, lastnikih hiš in stanovanj so sedaj na vrsti torej tudi kriptaši. In vlada je skomunicirala že z javnostjo, ta zakon sicer v parlament še ni vložen, in sicer, da predlaga zakon o kriptovalutah, ki bi kriptovalute obdavčil kar 25%. 25%. Torej, mi želimo, da vsak, ki je enako, ki ima denar ali premoženje, slej ko prej pride na radar te vlade, mi želimo to preprečiti. Želimo zaščititi varčevalce v kriptovalutah in po nekaterih analizah je teh varčevalcev v kriptovalutah ta trenutek kar 20%, torej vsak 5. državljan Republike Slovenije ima kriptovaluto. Kriptovalute so specifična tema. Tukaj ne gre za enako kot varčevalce v vzajemnih skladih, ampak gre še bolj za plaho ptico. In zakaj jih ne bi obdržali tukaj v Republiki Sloveniji? Mladi in tisti, ki nekako poznamo kriptotrg, priznam, tudi sam sem varčevalec v kriptovalutah. Nazadnje tudi minister Boštjančič je javno povedal, da ima kriptovaluto Ripple. Se pravi, tisti, ki poznamo kriptotrg, vemo, da gre tukaj za desetine, stotine transakcij. Iz stable v altcoin ali pa iz meme coin. Torej, industrija se še v bistvu razvija, propadajo borze, davčno osnovo je torej nemogoče določiti. In torej, dajmo enkrat nekaj narediti enostavno, da bo šlo v korist ljudem in bo tudi spodbujalo investiranje in bomo imeli vsi več, torej vlagatelj in nazadnje tudi država. Za primerjavo 1 milijardo evrov so hrvaški pokojninski skladi vložili v slovenske blue chipe. 1 milijardo evrov. Zakaj torej mladi kupujejo kripto? Zato, da varčujejo. Za hišo, stanovanje, avto, pokojnino. In država mora to spodbujati, ne po tem, kar predlaga vlada, da jih obdavčimo v višini 25%, ampak na spodbuden način. Zato Nova Slovenija predlaga obdavčitev kriptovalut v višini 5%, ne na posamezne transakcije, ampak 5% potem, ko ti unovčiš, se pravi, to kriptovaluto in si pač prideš do izplačila na tvoj transakcijski račun. Potem še ena stvar, cilj predloga zakona je dejansko administrativno, enostavno in razumljiv sistem obdavčevanja kriptosredstev v višini 5%. Verjamemo, da je to ta spodbuda, da bomo privabili v Slovenijo tudi vlagatelje iz tujine oziroma da bodo te vlagatelji v kriptovalutah lastniki, ustanovitelji smart podjetij, ki pač imajo za osnovo kriptosredstva, da bodo tukaj pač v Sloveniji ostali. Zdaj v nadaljevanju dajem besedo priznanemu strokovnjaku magistru Ivanu Simiču. Ne povem, da ta zakon je v bistvu Simičev zakon, ki ga je Nova Slovenija posvojila in ga zdaj predlagamo v parlamentarno proceduro in je dobra popotnica za to, da Slovenija še naprej ostaja kriptoprijazna država in da ima tukaj to primarno in enostavno obdavčitev. Ivan, izvoli. Pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, gre za zakon o obdavčenju unovčenja virtualnih valut. Takrat, ko sem bil predsednik strateškega sveta pred leti,
smo pač ta zakon poskušali vložiti takrat preko takratne Janševe vlade na vse možne načine, ni šlo in potem sem na koncu jaz kot predsednik strateškega sveta vložil zakon, zato ta zakon ima naziv zakon o debirokratizaciji unovčenja virtualnih valut. Predlagali smo 5%, zaradi tega, da je zadeva pač neka nizka stopnja, res pa da pomeni, da je to obdavčeno 5% vse, kar je unovčeno, torej kar je pride na te transakcijski račun v Sloveniji, bodi si ali da kupiš nepremičnino ali kupiš osebni avtomobil in tako naprej. Bilo je več kombinacij, torej tudi kakšna druga stopnja, mislim, da je ta stopnja ta prava, gre pa predvsem zaradi tega, ker je nemogoče spremljati vse transakcije, ki se dogajajo, bom rekel, preden so pač prišel priliv na transakcijski račun, zaradi tega, ker je teh transakcij lahko tudi 10.000 ali pa še več in zaradi tega je tudi teh, bom rekel, davčnih nadzorov zelo malo. Takrat je minister za finance, ko so ta zakon, ki je bil že vložen v državni zbor, ko so ga izločili iz državnega zbora, je bilo rečeno, da bodo obdavčevali kapitalske dobičke, ampak pri virtualnih valutah je nemogoče obdavčevati kapitalske dobičke, ker ne moreš priti do njih. Potem so se pojavile pripombe, ja kaj pa če jaz za kartico unovčujem in kupujem kavico, smo rekli, ni problema, do 10.000 evrov letno ni obdavčeno, ni nobenega davka, če unovčiš do 10.000 evrov. Potem je bilo vprašanje, kako je z izgubo, smo rekli, in tudi zakon je predvideno, da izgubo lahko pokriješ, če jo dokažeš, moraš jo pa dokazati in to je tudi vprašanje, koliko časa bi rabil in kako bi uspel dokazati to izgubo. Zadeva je dokaj enostavna, jaz sem pač zagovornik enostavnosti, pomeni v zakonu je tudi zapisano, da se prijava vloži o vseh prodajah oziroma vseh vnovčenih do konca februarja tekočega leta za predhodno leto, s tem, da je tudi zakon zapisano, da se zadeva ne komplicira, če kdo želi, lahko tudi sproti vlaga ob vsakem vnovčenju vloži napoved, da mu ni treba čakati konec leta, kar je bolj enostavno. In to je bistvo vsega, torej takrat so bili nekateri proti, takrat zakon ni šel skozi, zdaj, ko je ministrstvo pripravilo svoj zakon, ki pač temelji na 25% med tistim, kaj med letom dobiš in kaj med letom investiraš, pomeni, ta razlika se samo obdavči, je mogoče zdaj teh 5% dosti, bom rekel, mamljivih in se bodo sigurno mogoče tudi, jaz pričakujem, da se bodo tudi tisti, ki imajo kriptovalute, sedaj oglasili, bom rekel, z neko podporo temu zakonu, ker ga potrebujemo, ker tudi kar nekaj tujcev bi prišlo v Slovenijo, da bi tukaj lahko unovčili, s tem, da je pogoj, da če želi nekdo unovčiti v Sloveniji svoje virtualne valute po tej stopnji, po temu zakonu mora biti davčni rezident Republike Slovenije. To je tisto, kar je, bom rekel, enostavno pri temu zakonu. Kaj drugega nimamo kaj povedati, jaz samo pričakujem, da bo zakon zdaj mogoče, da se bodo tudi v koaliciji premislili in ga bodo pač dali naprej in da bo pač zakon začel veljati, ker zamudili smo že nekje 3 do 4 leta. Izvolite. Že možeš povem, mogoče sem za vas, gospod Simič. Spravo, če jaz razumem, to je bil vsaj poskus zakona v času Janševe vlade, ki ga Šircelj nismo šli čez. Ne. Midva Šircelj so ta zakon je šel čez, je bil pripravljen na Ministrstvo za finance, zakon je imel 3 strani, zakonodajna komisija je na zakon za 3 strani dala 4 strani pripomb, zato tega, ker nihče ni razumel, torej oni so želeli ta zakon spraviti, mene so sprašvali, je to prometni davek, je to dohodnina. Jaz sem rekel, to je kriptodavek. 5% ne obremenjujte se s tem, ker pred leti, ko smo vedli dohodnino in ko smo vedli prometni davek, kripto še ni bilo, bom rekel, tega virtualne zadeve. In ker ta zadeva ni šla preko Ministrstva za finance, ker je bilo veliko pripomb in tako naprej, sem jaz potem se na koncu odločil, da sem ga vložil kot predsednik strateškega sveta, dal sem ga na vlado, vlada ga je takoj posredovala v državnem zboru in zakon je bil v državnem zboru. Vlada ga je potrdila, zakon je bil v državnem zboru, potem je prišla nova vlada, normalno vsi zakoni, ki so bili vloženi, so padli in je potem SDS ponovno vložil še enkrat ta isti zakon v državni zbor in sedajna koalicija ga je pač izločila iz parlamentarne razprave s pripombo, to se prav spomni, da takrat minister za finance je rekel, da se to ne bo obdavčevalo z 5 odstotkom, da se bo obdavčevalo kapitalski dobiček, kar je pa pri virtualnih valutah nemogoče, ker transakcije grejo 10.000 in ti ne moreš vsako transakcijo izračunati in tudi vem, da sodelujemo v davčnih pregledih, ker se te zadeve pregledujejo, torej nemogoče je ugotoviti. In tisto, kar je tudi pomembno za ta zakon, kar imamo mi danes pri virtualnih valutah za temi pojasnili, da če ti narediš več transakcij, da se šteje za dejavnost. Ko se šteje za dejavnost, ti obdavčen kot, če rečemo kot SP, greš v 45, oziroma zdaj v 50% obdavčitev, v temu zakonu piše dobesedno, da tudi če je več transakcij, se ne šteje za dejavnost. Zaradi tega, ker če primerjamo, mogoče ne vem, koliko veste, jaz če kupim 1000 delnic in jih 1000-krat prodam, ni dejavnost,
Če pa 100-krat kupim in prodam virtualno valuto, pa je dejavnost. Tudi že tukaj mi ni logike in zaradi tega želim, da je zadeva svobodna, tudi da ne sprašujemo ljudi, odkod jim dali in kdaj so ga vložili pred 10 ali pred 5 leti, kajti zato imamo druge organe, ki lahko gledajo. Mnogi so izgubili veliko denarja, nekateri so uspeli, pravim, večji efekt bi bil, če bi ta zakon zaživel takrat leta 2022, bi pač bilo več, zdaj vprašanje, koliko so še te valute narasle, vemo, da so šle valute v zadnjih letih gor pa spet dol, ampak jaz pravim, ljudem je treba dati sprostitev, da se ne ukvarjajo s tem, in bo kdo gledal v žep in bo kdo gledal denarnice, ampak prijavite, kar unovčite in življenje gre naprej. Pa sem še eno vprašanje, to je bilo pa za oba, to ste premenil, da imate kripto, je to skrivnost koliko, pa mogoče za vas isto vprašanje, Spocinič? Torej, jaz nimam kripto. Jaz samo gledam, kako zadevo poenostaviti, ker vidim, kako deluje. Ne, jaz priznam, da sem ga v preteklosti imel, potem sem šel tudi na nakup nepremičnine, pa sem to prodal. Mislim, da imam zdaj za nekaj 100 evrov v kriptovalutah. Se pravi, tako kot vsak peti Slovenc, tudi jaz, ne bom rekel, da se igram s tem, ampak vidim to kot priložnost. Ne? Zakaj pa ne? Se pravi, kriptovalute so del danes, so del jutri in vedno več zlasti mladih varčuje v bistvu v kriptovalutah. Ne vidim pri tem nobene težave. Zdaj boste vi lahko to predstavili, da gre za neko kohezijo, da predlagam mesto zakon, ki imamo kriptovalute. Na drugi strani imamo ministra Boštjančiča, ki ima tudi Ripple, se to javno govoril o temu, ali pa kogarkoli drugega. Tako kot imajo Slovenci, na primer, varčevanje v delnicah, delniških skladih, vzajemnih skladih. S tem ni nič narobe. Narobe je to, da imamo mi da trenutek v državnih bankah, oziroma v slovenskih bankah 27 milijard evrov depozitov. Namesto bi imeli ta kapital na trgu, s katerim bi lahko, tako kot Hrvaška, pokojninski skladi kupovali slovensko premoženje. To je narobe, da imamo mi to denarja v depozitih, zaradi tega, ker imamo neprivlačen kapitalski trg, ki je preveč obdavčen, zaradi tega ljudje na vzajemnih skladih, v delnicah ne varčujejo, ker je preveč obdavčena ta zgodba. Koliko se je v bistvu zakon primerjavi s tem, ki ste ga vi sprejeli, spremenil, da zdaj Uber pa lahko pride v Slovenijo? In kako nasplošno komentirate, dejstvo, da ste presenečeni po svoje v bistvu nad tem, da aktualna vlada kljub temu, da je relativno zaščitniška, sploh dovoli nekemu takemu trgovcu, da je na slovenskem trgu? Glejte, ko smo bili mi na vladi in sem bil jaz minister za infrastrukturo, smo sprejeli posebno zakonodajo oziroma spremembe zakonodaje, ki bi omogočilo tako slovenskim obstoječim taksi službam, kot tudi novim oblikam ponujanja javnega prevoza v obliki taksijev, se pravi Uberju, Boltu, vsem, ki delujejo preko aplikacij, platform, se pravi bi omogočilo to konkurenčnost, kaj bi bilo boljše za ljudi, ki se pač poslužujejo to vrstne oblike prevoza. Na podlagi aplikacije bi se odločili, kdo je najugodnejši, kdo ima najbolj čist avtomobil, kdo je najbolj konkurenčen, kakšne so izkušnje z dotičnim voznikom, avtom, karkoli. In takrat smo pripravili to zakonodajo in veste, da smo bili deležni protestov 8. marca, protestov taksistov okrog ministrstva, parlamenta, vlade in je šlo v bistvu za ideološki boj proti vladi, ne proti temu, da bi imeli lažjo obliko in konkurenčnejšo obliko prevozov z Uberjem, Boltom ali pa ostalimi ponudniki tovrstnih storitev. Ampak glej, pod levo vlado je torej tudi to mogoče in sicer brez spremembe zakonodaje. Jaz to pozdravljam, da prihaja Uber v Slovenijo, da so se to odločili, kajti več konkurence pomeni boljše storitve za ljudi, ki se poslužujejo tovrstne oblike prevozov. In res sem vesel, da Uber prihaja v državo, ker s tem se bo izboljšal slovenski trg in ponuje taksi storitev državi. In verjamem, da bo pač naša nova vlada pripravila zakonodajo, ki bo omogočila, da bo Uber bil in deloval ne na podlagi taksimetra, ampak na podlagi dogovorne cene preko aplikacije oziroma platforme. To bi bila pa nadgradnja tega, da bi imeli vsi boljšo storitev. Zamudili smo pa 3 leta. No? Od našega zakona, ki je bil vložen, pa do danes, ko Uber prihaja v državo, seveda v obliki taksimetra, ne še na podlagi platforme.
In obžalujem tega, da so v bistvu na tem delu je šlo v preteklosti bitko proti ministru, meni, zaradi tega, ker pač ne delim mogoče nekaterih ideoloških pogledov z Niko Kovač, ne pa na podlagi tega, kaj je dobro in kaj je slabo za ljudi. Gospod Vrtos, da sem še nekaj vprašal, kaj ste zaključili z mislijo glede 27 milijard v depozitih na bankah, pa da je to nekako treba spraviti na trg in ste omenili delnice. A se morda zavzemate tudi, da bi se spremenili, kar se tiče trgovanja z delnicami, da bi se lahko to bolj kratkoročno upravljalo brez takih davčnih bremen, kot jih imamo v Sloveniji? Glejte, zdaj naša vlada je v preteklosti že to spremenila. Mogoče v naslednji vladi dobimo nadgradnjo tega in ne se bom za to zavzemal. Se pravi, ta trenutek je Slovenija zlasti na podlagi, v primerjavi z sosednjimi državami, preveč v davčnem primežu, tudi kar se tega tiče varčevanja recimo v vzajemnih skladih. Zaradi tega pa imamo toliko denarja v depozitih, ne pa na primer v vzajemnih skladih ali pa v delnicah. S tem se krepi tudi recimo, varčevanje v delniškem trgu pri slovenskih podjetjih. Jaz mislim, da je nekaj dobrega, ker krepimo tudi slovensko gospodarstvo s tem. Ampak še pač takšna obdavčitev je pač problematično za ljudi. Zaradi tega, ker se jim to potem ne splača. In rečejo, bolj varno imeti denar v nogavici na banki, čeprav bo malo imel na koncu od tega, kot pa recimo v zajemcih. Sosednje države imajo pač tukaj davčno bolj ugodnejšo politiko, zlasti tako imenovano varčevanje recimo v pokojninskih skladih, ki kupujejo naša podjetja, tudi državna, in vstopijo na naš trg zelo močno. Tako da Slovenija bo morala v prihodnosti iti v to smer. Ampak pod levo vlado to pričakovati skoraj nemogoče. Ivan, tudi strokovnjak z tega dela. Ja, ne bi še dodal nekaj glede Bitcoina in teh virtualnih valut. Torej, nekateri bodo rekli, da je Bitcoin denar in zakaj bi bil denar obdavčen. O tem sem se jaz pogovarjal veliko s temi raznimi organizacijami. Gre za to, da dejstvo je, da tudi druge države bodo te razlike obdavčevali, da tudi tisti, nekateri Slovenci, ki so imeli, virtualne valute, so iskali države, hodili so na Portugalsko, pa Italijo, pa ne vem kaj, neke dogovore sklepali. Torej, vse te zadeve grejo v smeri obdavčitve. Zdaj samo vprašanje, katera država bo najdla najbolj ugodno obdavčitev, katera država bo privabila največ investitorjev k sebi na podlagi ugodne obdavčitve vnočenja ali pa obdavčitve virtualnih valut.